Dobro jutro, zvezdice za spanke. Jaz sem pogruntal, da smo mi vsi ene zvezdice za spanke. Torej, vsi smo zvezdice, ne, imamo zvezdni prah v sebi, recimo, pa, nič recimo, imamo zvezdni prah v sebi, pa zaspančkali smo, smo spančkali, zdaj eni spančkate še, eni pa ne spančkate več. Eni pa ne spančkamo sploh, nič. Takoj, ko zjutraj se pozdani, smo že in charge, a veš. Ja, september je, evo, gotova maša, konc poletja, konc dopustov, zdaj pa ponovni šravštoki, gremo, kabala že proba nas ušravfati nazaj, mislim, lekarnarji so cel vikend delali, so se pripravljeni na izdajo testov. Izdajalci v srani, izdajalci pa so, cel vikend so se pripravljali na izdajo. In tu piše, a veš, tu polni napišejo v Cajtnik, se pripravljamo na izdajo. Aha, zdaj pa bodo oni izdali kabalo, ali kaj? Ne, pusti, se nima veze. Zdaj sem vam hotel še tole namigati, a veš, te svetlobe pa to, veš, ko imam različne svetlobe. Tle imam rdečo, tle imam modro, pa zeleno, pa pol rumeno, tu imam tle moj okenček je tak. Lep, ne? Lepe barve imam, te jutranji vzhod takole pritisne. Sem hotel iti kaj na sončka, pa, a veste, da tudi na Primorskem, kar zahvadve, bi rekel na Gorinskem, a ne, pa zahvadve. Ja, september, včeraj sem malo razmišljal, prvi šolski dan, otroci v šolo, ne, no, odlično, šola se je začela, juhuhu, počitnice so šle od tu. Ma sem čakaj malo, a nismo se mi pogovarjali, da šola pa ni, da šola je pa indoktrinacija, da otroci niso za v šolo. Koliko staršev je dejansko pustili svoje otroke doma na lastnem šolanju in reče, ne bomo niti tvegali ne testiranja, ne pritiskov, ne zaklepanja, ne vem kakšnih scen. Koliko ljudi je pozabilo na vse sranja, ki so jih kabalisti dogajali ob koncu šolskega leta oziroma v lanskem šolskem letu. Vse smo kar pozabili, pa vse letos pa super, naš je pa šolarček, pa gre nazaj v genocidni sistem indoktrinacije, a ne? A ne? Ja, fajn, ja, saj bo vse v redu, ne? Ja, ne ga naučijo pač to, da bo priden v sistemu, a ne? A ne? Je pemula memula, Mi sprejmemo ene odločitve v življenju. Zakaj jih sprejmemo odločitve? Zato, ker imamo svobodno voljo, možnost izbere in na osnovi tega, kaj se mi odločimo, nam univerzum vedno da ponovno še en test. Ali je to vaš zadnji odgovor, vas vpraša univerzum, in na tem testu je večji del staršev padel, ker jaz nisem ujel nobenega zapisa, da bi rekel, jaz pa otroka ne dam v šolo, gotovo je, ni šanse, naj se konča ta razpad sistema, pa se bomo pa naprej pogovarjali. Do takrat pa se bomo izobraževali doma, izobraževali pravilno, izobraževali v človeka, ne v robota, kaj ne? In mi vemo, da izobraževalni sistem je tudi iz nas naredil ene butle, ene ozko usmerjeno gledane ljudi, ne. Saj v šoli nam niso nič povedali o duhovnem razvoju, pa kaj je ljubezen, pa kaj je univerzum, pa kaj je DNK zapis, pa ne vem kaj. So pa nam zobke s fluorom v tabletko probali, če smo si jih oprali zobke s fluorom zjutraj, a ne, ali ja. Ali ste pol, se spomnite, ste te tabletke pol tudi jeli v rdeča, veš, ko smo imeli vsi rdeče zobe. Ja, mislim, fluor je noter, ne? Sama zdravila. Ali kaj? Jaz sem že rekel nekaj o zobni pasti pa o fluoru, pa mislim, to so sicer že stare stvari, ki bi jih vi v bistvu v teoriji mogli že vse vedeti, ampak fluor je strup, bojni strup baje tudi. In ta strup, matriko imam dobro, a nimam dobro, prav lajčal sem si naredil. In ta bojni strup je uporabljal tudi sam Dolfe, Hitlerjev, v taboriščih. Ja, ful ga je skrbelo za zobno gnilobo, da ne bo imel kdo od
teh ljudi, ki jih je zaprl v koncentracijska taborišča, da ne bo kdo imel zobne gnilobe, ja, Judolf je ful faca, a? Ne, ni jim dal flora zaradi tega, ampak zaradi tega, da so bili poslušni. In poslušnost je nekaj, kar kabala od nas ful zahteva in pričakuje in ne želi, da mi koristimo svobodno voljo, a ne? In ne želi, da mi po svojo glavo razmišljamo, ampak da delamo tako, kot je rekla kabala. Ej, ne moš verjeti, zdaj je pa svetloba, zdaj pa vidim, kako imam jaz nepospravljeno tukaj. Joj, no. Bom pa za naslednje snemanje popravil tudi background, ne, tudi ozadje bom popravil. Ne, saj nima veze. Glavno, da smo natur, pa da smo veseli, pa da se imamo fajn. Zdaj, a se imate vi fajn? Pa ne morem jaz definirati. Niti Janša, niti Marjetka, niti Stane. To morate vi definirati. Mislim, kdaj ste dobre vole, kdaj ste veseli, kadar delate stvari, ki vas veselijo, kaj ne? Ali ste veseli, ko greste v službo, jej, spet moram v službo zjutraj, ko mi čakam ponedeljek, a veš, super je, jej, hvala Bogu, da je petek, da se lahko vsaj petka veselite od tega usranga, šihtovskega, sistemskega dela, a ne da? Jaz sploh ne vem, pravzaprav, kater dan je, ali je ponedeljek, ali petek, ali nedelja, ker ne štejem tukaj, ker tega ne rabim, tle je treba naflancati petršelj, pa je treba visoko gredo dokončati, pa je treba video posnet, pa je treba južno skuhati, pa je treba tle še do konca se vseliti, ker cune imam še zmeraj, tudi tako, ker sem jih pripeljal, ker nič ne rabim, tole tuto sem ven zvlekel, ker je mičken zahvadve. Ampak ni panike, sončen dan bo ful lep, včeraj bo sicer pihal je, pa dež je padel, ampak nas čaka pa sonček, jaz upam, da ga boste imeli tudi na celini, ker tle obala je zakon, zdaj pa res štekam, zakaj pravijo, da je obala zakon. Ej, dobro, mi smo zvezdice za spanke, to smo obdelali, pa zbudice moramo, ne, ampak je treba napisati ljuba mama, ne, Ceferinu zvezdica za spanka v bistvu prebudila srce, ker je imel Ceferin kamen na mesto srca. Potem, ko je pa napisal ljuba, je pa zaslišal svoje srce. Strune svojega srca sem jaz omenil, ker sem pač nekje prebral. Poslušati moramo strune svojega srca, tisto, kaj imamo radi, tiste stvari moramo početi, kaj moramo stremeti, da imamo tistega, kaj imamo radi, še več. In tisto, kaj imamo radi, nam dviguje kocine. In tisto, kaj nam dviguje kocine, moramo vzdrževati, ta občutek moramo vzdrževati. In te kocine, ki se boste vi naučili, jih boste dvigovali, kadar jih boste hoteli. Jaz to počnem. Mi pa še med malo kocine, po koncu pa jih dvignem, ne? Ampak vse to zaradi tega, ker živimo v eni, harmonija, ne vem, če je prava beseda, ampak v sozvočju s kozmosom in mano in zemljo. Se pravi, kozmos pa zemlja, jaz sem pa vmes, pa tle vmes, lahko delam kar čem. Tudi vi lahko počnete kar šte, ne? Predvsem, zdaj ljudje so zmedeni, joj, kaj pa čem. Ja, ne vem, smejati se je super, recimo, ne vem, a nočeš se smejati. Ja, hočem, no pa vidiš, zdaj pa že veš, kaj hočeš. Ne, ja pa, ne vem, zdaj kaj točno bi. Mislim, ne vem, a ti rad sonce gledaš, mislim, a ti rad plavaš, mislim, a ti rad, ne vem, pozim drsaš, ne vem, a rad dobro ješ. Ja, to pa ja, rad pa dobro jem. Pa kaj pa je dobra hrana? Čevapčiči, čevapčiči. Majster moj, ti nimaš ti pojma, kaj je dobro. In zdaj, če bi rad dobro, pol moš to narediti po svojem okusu. In moš ti vzeti kuhalnico, pa ti nakuhati, da je mnjamsi, po tvojem okusu in po tvoji izbiri. Še do ene stvari smo prišli z razmišljanjem, o narcisih in empatih. Zdaj, v bistvu sem ugotovil, da v bistvu najlažje poimenujemo te, ki so proti empatom in empati, ki se branimo pred narcisi. Mi ne napadamo, dočim narcisi pa podmuklo napadajo, da v bistvu mi sami naredimo, bom rekel,
napačne korake ali pa grešne stvari. No, in smo ugotovili, da narcisi znajo kuhati, kar se naučijo kuhati, ne. Da bi naredil narcis ratovnik, se reče pri nas, ratovnik, a veste, kaj je ratovnik? Pogledaš v hladilnik in daš ven, flikneš v lonec in kar rata. To je ratovnik, ne. Zdaj, narcis ima tle kar težavo, ker tle rabiš pa kreativnost, izvirnost, eksperimentiranje, ne, in narcisi imajo težavo z eksperimentiranjem. Največkrat jim ti ratovniki ratajo bolj en drek, ne. Ker načeloma iz vsega, kar imaš, se da nekaj narediti. Če si vse zamočil, se da pa z začimbami popraviti, ne, recimo. Pa malo mastno je, slastno, mislim, pa dobiš ven nekaj užitnega. Včasih narcisi celo lepe torte naredijo v bistvu negravžne, ne. A ste že bili kdaj kakšni slaščičarni, ki so lepe torte, ki šuskijo, pa ješ, rečeš, pa kaj, pa kdo tebi to, ne, nekaj. Mislim, da je navad se malo, mislim, a nimaš občutka, da ta torta ni dobra. Tako no, empati pa narcisi, to smo zdaj definirali, ne. Mi pa uni, pa to pa gor pa dol. Empati pa narcisi, jaz sem empat, narcisi so me pa požerali. In požerajo praktično vsakega empata in pravim jaz večkrat, zdaj pa morate uiti empatom. Pa se pol poraja vprašanje, ja pa Matej, pa ne moramo mi samo bežati pred njimi. Ja, ne bomo mi bežali, zdaj bodo oni začeli bežati, ampak dok se pa vi ne stabilizirate, dok vi nimate dveh nog na trdno na zemlji, dok nimate dveh, o prispodobah govorim, dok niste vi noter stabilni, ne rabite imeti nobene noge, nobene roke, da me ne bo zdaj kdo, ki je nesrečo ostal brez tega, rekel, jaz pa ne morem zdaj živeti, lahko. Dokler mi ne stojimo na svojih trdnih odločitvah, s svojim dostojanstvom, svojo integriteto, s svojimi čistimi nameni, nas narcisi šraufajo in vrtijo in vozijo po svojih filmih in ne smete dovoliti tega. In ne morete vi zdaj sami sebe izgraditi med tem, ko vas nekdo zažera. Zato pravim, rabite se umakniti, iti v neko karanteno, samo umik k samemu k sebi in se izgraditi in pol lahko pridete stoično nazaj kloftati narcise. Kloftati. Spet v narekovajih, pač z gobcem po ušesih, ne. Te bom po ušesih, je ful lepa. Pa stara, ne. Dej boš dobil eno okrog ušes. A ne? Saj ni bila mišljena batina. Ker jezik je naše orožje. Ja? In spregovoriti o resnici je bilo zmeraj prepovedano. In zato rabi človek pogum, a ne? Ker si ti nekaj povedal resničnega, so te narcisi takoj po ušesih. Zdaj pa se ta plošča obrača. Zdaj pa vi boste znali narcisa z ušes, okrog ušes poslati mu eno. Pa ne z roko fizično, ampak z gobcem se da frderbati marsikaj. In besede so zdravila in besede so tudi strup, a ne? Lahko vas z besedami direktno poškoduje nekdo, ker vas v čustva prizadene, lahko pa za vašim hrbtom spusti eno kleveto, se temu reče, namerno neresnico, a ne, laž o vas. In te stvari so lahko zelo nevarne. Jaz vem, da za mojim hrbtom so se dogajale grde laži. In kaj? In zdaj ti ljudje mislijo, da jaz tega ne vem, a ne? Pa saj nima veze, jaz sem že 100-krat rekel, vsem je vse oproščeno. Vendar, mene v oči, taki mi je za mojim hrbtom govoril grdo, mi težko pogleda. In marsikdo se z mano ne pogovarja, pa z vami tudi ne, ker vam in nam dolguje opravičilo za svoja grda dejanja. Ampak tudi tega ne rabimo, a veš. Jaz ne rabim nobenega opravičila, jaz želim samo, da je vsak stik, ki ga imamo, pristen, iskren in da ima prave namene in vključuje znotraj tega spoštovanje drug do drugega in da z debato in razmišljanjem v bistvu mi
rastemo, da doženemo, da pridemo do nekega dognanja, spoznanja ali pa razjasnitve. Zaradi tega je pogovori, ki jih dogajam zadnje čase, krepijo te, ki pridejo na klepet in mene, ker tudi jaz si razjasnim ali pa utrdim na osnovi primera, ne. Tako da besede so močna stvar. Močnejša od besed je pa misel. In misel sama kreira vaš life. Ja, kako zdaj? Bod pozitiven. Jaz sem pozitiven, kot baterija. Si ti pozitiven, prazna baterija, ja. Ja, pa zdaj bo pa cepljenje jesen, bo pa obvezno, pa maske bodo treba nositi. A misliš, da bojo maske, Matej? Kaj bomo pa naredili? Ja, nič ne boš maske gor dal, da jaz smo zdaj pa že prišli do točke, da boste se postavili na zadnje tačke pa rekli, pa halo, ne ubogam jaz vas, pa kaj vam ni jasno. Ne bom nosil maske, pizda, če ne morem dihati, pa ne nuca proti ničemur. Dajte dokaze na mizo, pa smo pa pogovarjali, komu kaj škodi. Če kdo škoduje narcis empatom, pika, stop. Maska ni nikoli pomagala nobenemu, je samo izkaz suženjstva. In tist, ki vas prisili, da date masko gor, je kaj? Abuser, izkoriščevalec. In vi ste kaj? Suženj. In on hoče, da ste vi nižje. Tako je fora. Nič drugega, nanuca, še proti prahu nanuca, kakšnemu virusu, da je tega klobasati. Zdaj pa si mislite, pa ja bom dal masko gor, sem da bo mir. Mir za koga, pa mir do kdaj? Pa bo pol res mir, ker boste dali masko gor. Ne bo mir, ne pa ne, ker je še naslednji korak, da zakaj pa se niste cepili, ne. Ja, sej sem cepljena, ja pa pol morate vseeno imeti masko. A veste, mislim, zdaj, ta čistilna faza, ki se dogaja zdaj v času korona, pa zadnje pol leta ali pa zadnjih nekaj mesecev, to zdaj aktivno prihaja na plano, čistilna akcija, zdaj se loči, kdo je abuser in kdo je izkoriščan. In abuserji, čakaj, imam jaz nekaj o abuserjih napisan, čakaj, sem shranil. Abuser, vse sem celo še pol mal, sorry. Zoprno, kaj tišina, ker nimam muska, ne da. Abusers, evo. Abuseri se pravi izkoriščevalci, tisti, ki maltretirajo, narcisi so abuseri, posiljevalci so abuseri, te posiljujejo z nečem, ne, ni samo spolno. Abuser can sense when their control is sleeping. Se pravi, tisti, ki je abuser, ima občutek, kdaj zgublja kontrolo, kdaj mu kontrola polzi med prsti. Za njih je kontrola v bistvu padalo. Brez kontrole, brez padala je prosti pad. Okay? Zdaj se zavedate, kdo nad vami vrši kontrolo. Ne? Kontrolori so abuseri, a je prav. Even when you have left them, torej tudi ko zapustite vi, naj si bo partnerska, poslovna, prijateljska veza, ne, ko boste zapustili vi tega kontrolorja oziroma abusera, njihovi mehanizmi kontrole še vedno delujejo na vas, vključujoč denar, otroke, zakon in celo sodni sistem. To niso normalni razhodi, ne, break up. Bodite pripravljeni na to. Sem bil jasen zdaj, ali ne še, čem še enkrat, ne, ja. Dajte reči, daj napiša, veš, v live-u, kako te live pogrešam, pa mi ne znese, se vam globoko opravičujem, ne morem, baku in žvaku, ne gre. Skratka, abuseri čutijo, kdaj izgubljajo kontrolo in zdaj oni čutijo, da nimajo več kontrole nad vami. Zdaj, moram dati moj primer spet, da bom jasen, sej sem že nekaj nakazal. Ampak grozna situacija se je izkazala, ko sem se končno premaknil iz rodnega kraja, kaj vse se je v mojem lastnem kraju zgodilo, ne? Izgubili so kontrolo nad mano, pa bi me morali čuvati. They had one job.
imeli so eno nalogo, da me čuvajo, da ne bi slučajno špricnil, pa začel govoriti o tem, da obstaja skupina abuzerjev, torej izkoriščevalcev, s krovno organizacijo. Ne? Krovna organizacija je bila kaj? Klaus Schwab je hotel biti predsednik sveta s 1. oktobrom. Kar faca, a? Klaus Schwab, veste, kdo je Klaus Schwab? On je rekel, da NWO, ne, New World Order je on definiral, pa kaj že, no, Novi forum, kaj že, on je imel pač tega Trudeauja, pa tega francoskega Macrona, pa tega ukrajinskega Zelenskega, to je on njih rekrutiral, se temu reče, on je bil njihov tata mata in on je si zaželel biti predsednik sveta. Pa ko smo glih do predsednika prišli, zdaj, Klaus bo predsednik ali ne bo predsednik sveta? $1 million question. Ne bo predsednik sveta. Mar ne, seveda da ne, ker on že visi na svoji špagici, vrvici. Vse to so zdaj samo še igre iz ozadja, ni to več nič, to, kar vidite, film. No, in ko smo glih pri volitvah, ne, bi imeli pa tudi predsednika Slovenije ali pa predsednico, jej, dajmo izbrati tisto, ki pravi, da pravica do necepljenja ne obstaja. To dajmo voliti, ja, ona je za nas, zihar se pa valjda je varuhinja človekovih presit, ne, no pač to. Nič ni s pravicami, ker so same prasice, everywhere. Ne? In ne padite na fore volitve, mislim, volite vi, dajte, to volite puno, sve to, što volite, to je vaš život, jebi ga. Mislim, je prav, da ljubite, ne? Da pa greste volit, pa nakazuje, da v bistvu še vi bi še vedno imeli vi malo enega predsednika, da bi vam pokazal, kako je frizer, pa smetar, pa tudi plesati zna, pa kje si te miške, piške, a ne. Ne gre to tako, predsednika bi imeli, pa bi imeli še sistem, vi, vam odgovarja, a ja ne, ja pa ne volit, ne, kaj boš volil, mislim, kaj ste zvolili, jaz nisem šel volit, by the way, na te, kaj, Golob je zdaj izvoljen bil, hudo ka popar, a ne da. Še dobro, da ni bila kakšna druga stranka, ker bi bilo isto sranje. Ker vsak, ki želi v politiki sodelovati, ima prste pri sistemu, mar ne? Ali kaj? Jaz nekako ne delujem, kot da bi se s sistemom poistovetil. A ne? A vas učim, da bodite s sistemom, da ga odfukate že enkrat. Ne, pa moramo dati masko na glavo. Pa ne! Ja, pa kako bom pa, če moram najemnino plačati? Ja, ma ne, rabiš 300 kvadratov, a? Je bilo treba? Ja, nujno rabiš, ja, valjda. Le mene na 30 kvadratih imam vse. Še preveč, še luksus je tole. Pa v naravi sem, nobenega kamiona ne slišim, nobenega avta, nobena mularija mi ne skače po glavi, še ne rešilcev, ne policajev ne slišim. Krasno mi je. Ptičke slišim. To je mir, to je tišina. To je tista tišina. Se spomnite v pesmi, vsi ljudje hitijo, pa nekje živijo, nihče nikogar ne pozna, kaj tišina je, tu sploh ne vedo. Ale? Mi pa vemo, kaj je tišina. Čeprav tišina v naravi nikoli ne obstaja, ampak je vedno nekaj prisotno. Naj si bo veter, ptički, črički, škržatje ali pa divja svinja. Ne? Ampak to ni hrup, to je harmonija. Hrup je pa v mestu, kjer je pa promet, pa vlak, pa tovarna, pa toplarna, pa gasilci, pa rešilci, pa jaz ne vem, kaj vse ni. Tisto je pa hrup. In mi smo se navadili živeti v 30 decibelov hrupa konstantno. Ali pa 30 do 40 decibelov hrupa konstantno. Sem ta hrup ni naraven. Mi smo ga samo z tega, jaz ga nisem v bistvu nikoli mogel kupiti, tega hrupa. Ali ne bo 120 decibelov, pa do jajc materijala, ali pa tišina. Samo te dve opcije ste bile pri meni upoštev, ker sem pač audio inženir, jaz imam rad koncerte, ima da poka. Zdaj, če to prava muzika, pa sploh. No, mi smo ta hrup konstantni dali v backup, v backmind, v ozadje, potlačili smo ga, da ga naši možgani ne zaznajo. Kar pa ne pomeni, da ni prisoten. Evo,
naši možgani ne zaznajo Boga ali pa srce, kar pa ne pomeni, da ni prisoten. Naše oči ne zaznajo vesoljskih ladij, vendar to še ne pomeni, da jih ni. Pa vse nahmal. Turšič, ta prvo je še v redu, uno, ta drugo pa ne. Ne, vse v redu, vse sem malo nametavam, kaj vse je, pa v bistvu ne moramo pokazati s prstom. Tiskaj nam proba ta sistem dotupiti. Ja, najprej moraš videti, pol boš pa verjel. Sploh ni res. To sploh ni res. Ker ti zvoka ne moreš videti. A je prav? In ker tudi padamo na eno blesa, padate na eno blesavo foro, ja. Pokaž mi. Dobro, če pa padate na to foro, pa ne pa pokažejo dokaz o obstoju virusa, preden vam nabijajo na glavo masko, pa vas prisilijo na cepljenje. Ti temačneži. Ne. Da se vrnem nazaj na ta hrup. In ta hrup, ki je ves čas prisoten, on je konstantna škoda. To je, kada bi konstantno nekdo vam, a veste, kapljica na glavo so nek poskus, tu bi skoraj mogli vedeti, da so dali človeka, so prevezali na stol in vsak, ne vem, kapljica mu je padla na glavo na 10 sekund, ne. Človeku se je zmešal, ne. In tako nekako smo tudi mi narejeni. Pa še flor uživate. Sem rekel, zakaj je flor dober, da ste ubogljivi, pa imate pa še hrup. In vi ste daleč iz svojega balansa. Vi morate biti neubogljivi za abuzerja. A sem prav zdaj nastavil? Abuzer, ne, super se sestavlja. In ta hrup v bistvu nas deva iz balansa. Mi smo ta hrup celo dopedenali, ne, in naredili hrupno glasbo in hrupne radijske postaje, na katerih vi slišite nič drugega k hrup med v 2 urah pa ujamete 2 do 3 komade, ki so vam pa recimo tudi všeč. Ne? Sicer pa poročila same dobrote, a ne, sama pozitiva veje iz njih, vse bo dobro, a ne, precej upanja nalivajo, a ne, reklame imate tudi, imate težave s prostato, sicer so jebem ti, nimam težave ne s prostato, ne s hemoroidi, ne nič, ne rabim te reklame. Imate visok pritisk? Ne, nimam ga, zdajle ga bom dobil, a je prav? Zdajle ga bom dobil, pojem ti ugasn radio, ne. Dajte imeti to, dajte ozavestiti, dajte si prižgati muziko, ki jo imate radi. A ja, zdaj pa ne veste, kaj imate radi, a pa sem radi o. Adijo, radi o. A veš, v teh besedah se marsikaj skriva. Radi imamo, radio je super, ker ga imamo radi. Ampak to, kaj so iz radija naredili, je pa sranje. In imamo radi naravo, pa so jo tudi podrekali. Pa vodo ne, da imamo radi, nujno jo rabimo, pa so jo čist zdrekali. Ker nas ne marajo. Kdo? Abuzeri. Kako pa oni funkcionirajo? Na osnovi kontrole. Jo, saj so nas hoteli skontrolirati. Sej nas kontrolirajo na vsakem koraku. Koliko imate plače, kje se gibate, kaj ste govorili, te naprave, ki jih imate v rokah, telefoni, to so čitalne naprave za njih. Oni imajo idejo, da nas pokontrolirajo do konca. In oni so s to kontrolo šli tako daleč, da baje oni berejo naše misli. No ja, tlele, kjer sem jaz, mi jih pa ne morajo, ampak lahko poslušajo moje besede, ki pa, jim pa niso všeč, bi kar verjel, bi kar verjel. Čakaj, a sem še nekaj? Če se vam dogaja nekaj, kar vam ni všeč, se vam dogaja kar nekaj, tole mi pa ni všeč, seveda. Če vam ni všeč, še ne pomeni, da vi tega ne rabite. Mi gremo čez eno transformacijo in čistilno klizmo in v tej čistilni klizmi in transformaciji potrebujemo določene stvari, določene vzvode, določene korake, določene lekcije, da doženemo, da pridemo do spoznanja. In to so stvari, ki jih rabimo, da dobimo spoznanje. To pa ni isto kot tisto, kaj mi hočemo. Ja? Jaz pa hočem, da imam 2 jurja na računu, pa bo mir, ali pa 800 evrov še dodatno, da bi prišlo. Hočeš ti že, to drži, pa sej tudi jaz hočem.
ampak rabim pa mir. Ampak sem najprej mogel toliko nemira pogoltniti, da sem dobil mir. Pa vmes še 3 ovire, ker univerz me je dal še na teste vmes in vse sem uspešno upravil, a ne? Ja, vse sem uspešno upravil do zdaj. In imam jaz tudi potrdilo, da sem uspešen bil. Absolutno imam potrditve. Krasne. Kocine se mi dvignejo, oči mi zaplavajo, tako se naredijo, malo zaplavajo. Take lepe pisma sem dobil do zdaj, da mi so razparali srce. Ne, niso. Ampak so mi pa zaigra srce, ko dobiš pismo. Evo. In zdaj jaz sem rekel, da brez nič ni nič. Pa mi ni to najbolj prav. Jaz bi želel, da glede na to, kakšen odziv dobim, bi ful želel, da vsa te informacije, ki niso čisto glih iz trte zvite, da dosežejo večje število ljudi. Prav tisti, ki bi mogli dobiti te informacije, ti empati, smo bili zmeraj porinjeni v kot in mislim, kaznovani smo bili preko denarja, za začetek. In prav tisti, ki bi res rabili to slišati, nimajo 17 evrov. Ne? Jaz sem dobil lepa pisma, kjer ni bilo dovolj za naročnino. Ampak ni problem, ker v naslednjem pismu je bilo pa naročnina brez popusta plus kava, pa je bilo 25 evrov noter. Pa na tretjim je pa 55 nakazal. Kaj hočem reči? Ta naročnina ni zaradi tega, ker jaz delam za denar, da se bom jaz obogatil. Jaz rabim še manj, kot sem rabil. Jaz rabim najmanj v življenju. Vem pa, da ljudje rabite bom rekel, to duhovno podporo in to pa razumem in tle pa znam, to pa lahko dam. Kljub vsemu pa moram živeti, ne? In investirati v to, da bomo lahko podpirali še naprej še ljudi. Da bomo lahko razširili to podporo, ne podporo predsednici pa predsedniku, ampak podporo ljudem, da bodo zgradili da boste zgradili svoje osebnosti. In zdaj, po enemu mesecu moje odločitve, da videe dajem naročnikom, ki dajo 20 evrov, jaz dam popusta 3 evre, pa je 17 evrov, pa je Q številka, taka lepa. Dam še eno priložnost, ne priložnost, možnost. Tisti, ki nimate, da bi dali denar, ne rabite dati denarja, dajte nekaj, to sem že rekel, da tudi krompir jem, pa tudi jabolka jem, tudi vloženo zelenjavo imam rad. Pa bom vam pokazal eno stvar, tako da dobim jaz pisma vaša, pa to je samo en majhen košček. Ampak recimo iščem, zdajle tudi ker sem se glih spomnil, iščem ustvarjalko tegale, ko ne morem, tako sem previden, kuvertom strgal. Želim, da date od sebe nekaj. Ne rabim materialnih stvari. Tole sem dobil. Ja, tole sem dobil. Tle gor se marsikaj vidi, če se človek poglobi v tole. In dobil sem jim brez podpisa in ne vem, kdo mi je poslal, rad bi poslal link, rad bi rekel hvala. Skratka, tista, ki mi je tole poslala, hvala, lepa, pa piši mi, da ti dam mail, vsaj link do naročniških videov. In zame je tole dovolj energije vložene za to, da dobite link do vsebin, ki jih delam za ljudi. Ni ideja, da te linke skrivam, jaz želim, da grejo vsi ven, tudi šli bodo slej ko prej v takšni ali drugačni obliki, a ne? Želim pa, da napišete mi pismo. V pismu napišete zgodbo. Vašo zgodbo, ki vas je potlačila, oziroma izkušnjo, ki bi mogoče pomagala ljudem, da jo tudi predstavimo, da jo vključimo, tako kot so do zdaj že marsikatera zgodba bila vključena, pa ne veste od koga, pa ne veste od kje.
Tako da ni bistvo denar, želim pa neki energetski doprinos. Torej, če želite gledati, dajte nekaj od sebe. Aj prav, ni vedno vse džabe in ne more biti džabe, ker tudi jaz ne dobim kruha džabe. Ne? In baterije, tudi ne polnilca in tudi ne razsmernika in ne šajbe za cekular, niti šraufancigarja, nič ne morem dobiti zastonj. Stvari pa rabim tukaj, zato da bomo naredili nekaj prekrasnega za ljudi, spet ne zame. Zame direktno, zame, za nas je vse. Ok, skratka, september je, naročnine seveda sprejemamo ponovno. Ne rabi biti vedno evro, lahko je tudi druga oblika, to sem vam hotel reči. Se pravi, dajte mi zgodbico, napišite svojo, bom rekel, ne travmatično, ne zdaj mi narobe razumeti, ali pa napišite najbolj travmatično ali pa najbolj nenavadno stvar, ki se vam je zgodila, ki vas je obrnila, ki vam je dala širši pogled. Se mi zdi, da na tak način bomo lahko pomagali, boste svojo zgodbo pomagali naprej nekomu, ki ima mogoče identično zgodbo ali pa precej podobno. Tako da to sem hotel še reči. Zdaj, september se je začel, po septembru sledi pa oktober. Rdeči oktober je bil napovedan, sicer jaz sem ga že lansko leto čakal, tako da ne vem, kaj te leta se kar vrtijo. September pa je čas žetve, sem tudi že omenil, da smo v obdobju, ko bo žetev in kar ste sejali, boste poželi. Kar so abuzeri posejali, bodo abuzeri poželi. Izkoriščevalci morajo požeti zapor, ali pa vislice, ali pa giljotino, kaj takega. Odvisno od stopnje zločina proti človeštvu. Zdaj, človeštvo smo empati in smo bili kar v dobrem primežu zajčniku. Naj se ta zajčnik konča, naj se podre in naj se prepozna kompletna prevara, svinjarija, v kateri smo živeli. Da se upam to trditi, da september prinaša s sabo stvari, je to, da mnogo ljudi vibrira hitreje in višje, zemlja vibrira hitreje in višje, deležni smo raznih energetskih vplivov iz vseh strani. Po drugi strani ekipa White Hatov dela na zemeljskem nivoju, dela, v bistvu je že vse pod kontrolo. Zdaj pridejo samo reveal, samo razgrnitev dokumentov, a ne. V bistvu beli imajo že vse pod kontrolo in smo v grande finalu. Grande finale je v tej vojni, v tej situaciji poseben pojem, ker grande finale je že 3 leta. Mislim, ker prej je bil 6000 let, pa ni bil ne finale, kamoli grande. Zdaj zadnje mesece pa je vse, zadnje leta je vse grande finale, ker sistem, v katerega smo bili vpleteni, je bil zažrt v vsak kvadratni meter te zemlje na vseh možnih nivojih in propada. Zdaj, upam, da čutite to v dobrem smislu. Če to doživljate v slabem smislu, je to zaradi tega, ker vas to gradi, ta boj potrebujete, zaradi tega, da pridete na pravo mesto noter, da se izgradite, da se definirate, kdo ste. Ker šele, ko smo definirani, bomo lahko sodelovali skupaj. Tudi telepatija je že med nami, lahko jo že koristite. Ne vas pa opozorim, da pri telepatiji se ne da lagati. Okay? In laž ima kratke noge, čedalje krajše in zdaj že po jajcih drsa. Tisti lažnivci imajo zdaj pekoča in otečena moda, ne? Pa ne bodo zdaj moderni, ker je glih moda po jajcih se metati. Držite se, zabavite se, lep september, pa še lepši vikend, pa sonček bo, pa butu vodo, boso nogo, dajte se spojiti z vodo, dajte jesti zdravo zelenjavo z vrta, če se da, ne čevapi, pice in konzervirana hrana, no. Mesa čim manj, nič, nič. Dajte se spomniti na te učke, kako gledajo, preden bi jih vi
mogli zaklati, preden si jih fuknete na roštilj ali pa v ponco. A sem dosti grdo rekel? Ja, sem, ja. Zato, ker so ubožice trpele živalice in zjutraj sem prebral, zgorela je še ena farma. Žalostno za živali, da so umrle, ampak tudi prej so umirale, zdaj pa ne bodo več. To je to. In gorijo stvari, tudi cerkve gorijo. Tako da, če vi ne veste, če niste slišali, to še ne pomeni, da se ne dogaja. Najbrž ste pa slišali, da so se lekarnarji pripravljeni na izdajo PCT testov, ali PCR, ali kaj so že, sem še čist blesal. Pa da maske bodo spet obvezne, pa jesen prihaja, pa grozno bo, ne, vas strašijo, a ne. Ti, mularija, strešijo. Nič se bat, vse je v redu. Nič ne bodo, od tega ne bo nič, če vi ne boste ubogali. Če ste pa presrani do amena, pa dajte masko gor, pa pejte se pičet, da smo vas frej, ker to je too much. Ajde, držite se, rad vas imam, vse, pa vsem je vse odpuščeno. Pa ljubite v sebe, tudi vi, ker ste ljubljeni že zdaj. Ajde.